Poleg temperaturnega in svetlobnega ugodja je kakovost zraka bistven element bivalnega udobja. Strokovnjaka smo vprašali, kako pravilno prezračevati svoj dom in kakšne prezračevalne naprave so nam na voljo. Za stare stavbe velja, da je bivanje v njih kvalitetno, torej da so bivalni pogoji v njih dobri. Razlog za to je med drugim predvsem v tem, da se skozi špranje v oknih in pa tudi skozi gradbene konstrukcije izmenjuje dovolj zraka, da se te kvalitetni pogoji bivanja ustvarjajo. Ko stare stavbe toplotno izoliramo, predvsem pa jim zamenjamo okna, je potrebno spremeniti tudi navade bivanja v njih. Vkolikor prostorov v takih stavbah ne zračimo, postaje bivanje v takih prostorih utrujajoče, pojavlja se nasičenost zraka z vlago, ta vlaga kondenzira na toplotnih mostovih in pojavlja se na njih plesen, ki je, bi rekel, najpoglavitnejši pokazatelj slabih bivalnih razmer v prostoru. Kar je še hujše, pride do okvar konstrukcij stavbe, ki se pokažejo šele čez leta. Da bi zagotovili kvalitetne pogoje bivanja v takih stavbah, toplotno izoliranih, je potrebno prostore zračiti. Možna sta dva načina. Prvi je z naravnim prezračevanjem prostorov, to je z odpiranjem oken na stežaj. Prezračevanje zgolj z nagibanjem oken ni primerno, ker s tem pohlajujemo tudi gradbene konstrukcije stavbe. Prostore se zrači dovolj pogosto, skladno z intenzivnostjo bivanja v teh prostorih, 2 do 6krat, tudi 8krat na dan, po nekaj minut. Čas odpiranja oken je odvisen od zunanje temperature, nižja kot je, manj časa je potrebno imeti okna odprta. V načelu poznamo dva načina nadzorovanega prezračevanja z vračanjem toplote. Prve so lokalne naprave, ki se uporabljajo predvsem v stanovanjih in pa v stavbah, kjer centralnega sistema ni možno vgraditi. Te se vgradijo v izvrtine v zunanjih stenah. No, tukaj imamo nazorno predstavljen en centralen sistem prezračevanja, ki je vgrajen na podstrehi. Lahko se ga uredi tudi na drugem mestu v stavbi, kjer je pač razpoložljiv prostor. Bistveno je, da je celoten sistem vgrajen znotraj toplotnega uvoja stavbe. Bistvo je v tej škatli, tukaj noter so vgrajeni ventilatorji, filtri in predvsem rekuperator. Potem sistem se sestoji tudi iz dovoda in odvoda zraka ven iz stavbe in pa dovoda in odvoda zraka znotraj stavbe. Tukaj so predstavljeni tudi dušilci zvoka, da se zvok same naprave ne prenaša po prostorih. Na tleh pa vidimo potem dovode in pa odvode zraka v in iz posameznih prostorov. Tukaj na tej napravi je vgrajen tudi sistem pohlajevanja zraka, vstopnega zraka v prostore v poletnih mesecih, ki pa se lahko uporabi tudi za predgrevanje vstopnega zraka v prostore v zimskih mesecih. Izkoristki takih naprav so nad 85%, z vgrajenimi sistemi za izrabo toplote okoliške zemljine pa dosegajo tudi 95%. Jaz sem arhitektka, projektantka, ki se že več kot 10 let ukvarjam s pasivno gradnjo. Tudi sama z familijo živim že 6 let v pasivni hiši. Iz bivanjskih izkušenj bi lahko rekla, da je pravzaprav samo prezračevanje največji plus pasivne hiše. V vsakih 2 urah se zamenja celoten zrak v objektu. Na ta način vedno živimo v svežem zraku. Ne pomeni, da mi oken ne smemo odpirati, ampak v bivanju samem več nimamo potrebe po tem. Filtri poskrbijo za kvaliteten zrak. V sami prezračevalni napravi imamo od grobih do finih filtrov. Fini filtri prevzamejo tudi najmanjše delce cvetnega prahu.
Zaradi tega je tudi tako okolje idealno za alergike. Na 3 mesece je potrebno menjavati grobe filtre, fini filter pa na 2-krat na leto. Nekateri finega filtra sploh nimajo grajeno, bolj je želja potem, če želiš te mikroprah, cvetni prah zadržati, da ne prihaja v hišo. Cena nekako na letni ravni je za menjavo filtrov 100 evrov. V pasivnih hišah je vgrajena napa, ki ima samo ogljen filter, ves zrak se pa vrača nazaj v prostor. Marsikdo se boji, da se zaradi tega bojo zadržale vonjave pri kuhanju v samem objektu. Iz prakse povem, da je prezračevanje tako zelo učinkovito, da dejansko so vonjave po kuhanju zelo hitro odpravljene iz hiše. Prej bi rekla, da se mi dogaja problem, da ko pečem piškote, več ne diši lepo po hiši. Cene centralnega sistema prezračevanja se pa gibljajo tam nekje od 8.000 evrov navzgor. Za lastniki, ki se odločajo za vgradnjo takih naprav v stavbe, lahko pri Ekoskladu kandidirajo na razpisu za nepovratna sredstva in tudi za pridobitev ugodnega kredita. Višina nepovratne spodbude je omejena na 20% priznanih stroškov naložbe, kar predstavlja kar en, bom rekel, dobršen del same naložbe. Vkolikor pa lastniki se odločajo za celovito prenovo stavbe ali pa za novogradnjo v pasivnem standardu po zahtevah Ekosklada, pa je vgradnja centralnega sistema prezračevanja obvezen sestavni del celotne investicije. Tehnične podrobnosti o teh sistemih, kakor tudi o načinu pridobitve nepovratnih sredstev, lahko investitorji dobijo v svetovalnih pisarnah mreže En svet, ki deluje pod okriljem Ekosklada. Teh pisarn je po Sloveniji preko 50. Tukaj bodo investitorji dobili neodvisne informacije o samem načinu vgradnje, načinu vlaganja vlog, kakor tudi o sami višini možnih nepovratnih spodbud.